Dober dan vsem skupaj. Lepo pozdravljeni na dogodku gibanja Povežimo Slovenijo v Dornavi. Zdaj, predno začnemo samo predstavitvijo kandidatov, predno začnemo z nagovori predsednikov in drugih cenjenih gostov, ki jih lahko kasneje pocukate za rokav in jim poveste, kaj so vaši problemi in katere probleme morajo politiki rešiti. Je prav, da rečemo kakšno besedo o tem, kaj in zakaj gibanje Povežimo Slovenijo sploh nastalo in zakaj smo danes pravzaprav tukaj. To je najbolje odgovorimo s tem, z odgovorom na vprašanje, kakšne Slovenije si pravzaprav želimo. 5 strank, ki sestavlja gibanje Povežimo Slovenijo, to se pravi stranka konkretno Slovenska ljudska stranka, Nova ljudska stranka, Zeleni Slovenija in Nova socialdemokracija, so staknili glave in so rekli enostavno, Slovenije, v kateri se ne znamo pogovarjati, v kateri ne znamo sodelovati, nočemo. In odgovor seveda na to, kako dokazati, da mislimo resno, je pa v tem, da smo se začeli povezovati. In te stranke so bile sposobne reči, stopimo korak nazaj, pustimo ego zunaj in se vprašamo, kaj je dejansko dobro za to državo in na kakšen način bomo to naredili. In s časoma skozi te, bom rekel, težke pogovore smo prišli do tega, kar vidite danes. Do 5 strank, do zgodbe, ki nikakor ni zaključena, do optimizma in do kritične mase, ki obljublja neko boljšo Slovenijo za naprej. Kako smo se tega lotili? Mogoče najbolje v 3 točkah, to se pravi, povezali smo 3 različne centre, temelje politike, prvi je gospodarsko-liberalni, drugi je ljudsko-socialni in tretji je zeleni. Zakaj na tak način dela? Zaradi tega, ker smo si na začetku postavili način dela in določili, da se bomo vedno pri vsaki zadevi vprašali, kaj je dobro za človeka, kaj je dobro za gospodarstvo in kaj je dobro za naravo. In ko ta vprašanje spraviš nekako na isto potencialno skupno rešitev, ugotoviš, da je to tista sredina, ki v Sloveniji obstaja, ki bi morala obstajati v Sloveniji in da je to tudi način, kako bi morala naša ljuba demokracija delovati. In to je to. To je natančno odgovor na moje vprašanje, zakaj Povežimo Slovenijo in kaj Povežimo Slovenijo ponuja. Ponuja Slovenijo v Sloveniji, ponuja demokracijo. In da se na te točke ustavim, da ne bom predolg, ker boste gotovo slišali še veliko spodbudnih besed tudi strani predsednikov, morda vabim najprej k uvodnemu pozdravu župana Dornave, gospoda Janka Merca. Gospod Merc, izvolite. Lepo pozdravljene naše občine in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vesel sem, da ste za današnji dogodek izbrali ravno našo občino, našo dvorano in želim, da se dobro počutite in pa uspešno delo še naprej. Hvala. Tako je kratko, a sladko. Zahvaljujem se, verjamem, da bomo danes v vaši občini preživeli mnogo čudovitih trenutkov in postavili temelje tudi še nadaljnega sodelovanja. Seveda bolj v neformalnem delu kot v uradnem, ampak najprej, zakaj smo danes sploh tukaj in zakaj je to okolje pomembno in to dogajanje, ki ste bomo bili lahko prej priča, ko ste prihajali vsak dan sem, pa bi predal besedo očetu kurentovanja, gospodu Branku Brumnu, ki je drugače tudi generalni sekretar Federacije evropskih karnevalskih mest. Gospod Brumen. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik državnega sveta, gospod minister, gospod državni sekretar, gospe in gospodje, res mi je v čast, veselje in zadovoljstvo, da vas lahko pozdravim na vašem srečanju tukaj v Dornavi, v pokrajini Spodnje Podravje z centrom v mestni občini Ptuj in to v posebnem času. Živimo namreč med svečnico in peprnico, posebni čas, ki mu rečemo 5. pustni letni čas. Takrat, ko se zahvaljujemo zimi, ko častimo zimo in kličemo, prebujamo pomlad,
seveda z našimi znamenitimi etnografskimi pustnimi liki na čelu z Kurentom, ki je tudi vpisan od leta 2017 v register nesnovne kulturne dediščine UNESCO in s tem tudi zakladnico tisočletij duhovnosti človeštva. Pozdravljam vas tudi kot človek, ki sem s ponosom in obenem ponižnostjo hvaležen za dar in danost, da sem lahko v teh 60 letih, dobrih 60 letih kurentovanja kot največjega pustnega dogodka ne zgolj v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, v različnih vlogah soustvarjal to prečudovito zgodbo, ki predstavlja, neguje, ohranja, promovira to našo izjemno pustno kulturno dediščino na čelu z Kurentom. Pustna kulturna dediščina je tista, ki povezuje, je tista, ki združuje. Je avtentičen znak identitete vsakega kraja, vsakega mesta in tudi naroda. Tudi zato sem danes tukaj z vami, ker se mi zdi ta vaš pristop, ta vaša ideja, ta vaš projekt tisti, ki bi lahko združil in povezal Slovenijo. Nenazadnje sem tudi homo politicus. Po prvih volitvah v samostojni Sloveniji sem na listi Zelenih Slovenije bil predsednik 5. takrat največje občine v Sloveniji, takratne občine Ptuj, ko smo tudi izborili status mestne občine Ptuj. Na listi Zelenih sem bil na neposrednih volitvah tudi izvoljen za predstavnika ptujsko-ormoškega območja v prvi sestavu Državnega sveta Republike Slovenije, no in na listi Ljudske stranke od 2010 do 2014 tudi v mestni svet. Zato mi je ta ideja še toliko bližja, zato sem se res z veseljem odzval v vabilu kolega Andreja. Andrej, res hvala lepa, da si v tem posebnem času pomagal organizirati to srečanje danes tukaj. Želim vam res obilo uspeha na volitvah. Vsak v svojih močeh bomo seveda pripomogli k temu, da bi ideja povezovanja, tako kot pustne kulturne dediščine, in ne pozabiti, ste na Ptuju v pustni prestolnici Slovenije, v Evropskem karnevalskem mestu, in kurentovanje, razen letos in lani zaradi pandemije covida, je bil projekt pod uradnim pokroviteljstvom UNESCO in Evropske federacije karnevalskih mest, ki jo tudi vodim. Hvala vam lepa za to priložnost, da sem vas lahko pozdravil in nagovoril, in res veliko uspeha v povezovanju. Povezujemo skupaj. Drži, zgodba Kurenta je zgodba dobra praksa povezovanja in neka luč, ki nam lahko služi tudi nam pri našem političnem projektu. Vendarle se zdi, dotaknile so se me besede, da smo med svečnico in pepelnico. Tudi za Slovenijo se zdi, da smo nekje med svečnico in pepelnico. Po eni strani mlada država, ki smo, bom rekel, zelo jasno postavili temelje smeri, v katero želimo iti, po drugi strani pa vse te težave, ki se nam dogajajo, in neka politična kultura, ki nam ni blizu. Pa vendarle, danes smo dokaz tega, kako se da stvari iti naprej. In tudi zgodba o kurentih in zgodba o kurentovanju lahko služi kot navdih tega, kako premagati določene ovire na poti. Verjamem, da nikoli ni bilo najlažje, pa tudi za nas sicer velja, da ta pot, ki smo se izbrali, ni najlažja. Ampak lahko trdim, da izbrali smo si ravno zato, ker vemo, da ni najlažja. Zakaj? Zato, ker čutimo in vemo, da je prava. Zdaj pa k besedi vabim drugega gostitelja današnjega, poleg župana, gospoda Andreja Čuša, ki bo tudi kandidat liste Gibanja Povežimo Slovenijo v teh krajih. Tako da, gospod Čuš, izvolite. Spoštovani odlični gostje, kolegice, kolegi, dragi prijatelji. Ko smo se nekako lotili organizacije srečanja v Dornavi, je bilo kar nekaj pomislekov. Pa ravno na povorko, pa ravno med fašenkom, pa začenjajo se počitnice. In ko začenjamo našo organizacijo vsakega srečanja, nekako štartamo z izhodišča, da nas bo 40.
ampak nekako vedno vidimo od Olimja, Maribora vse naprej, da v bistvu krat 2 vedno obiska in polno dobre atmosfere, optimizma, dobre volje in želje po skupnem sodelovanju in uspehih naprej. Moram reči, da sem tudi zelo vesel, da smo danes tukaj v Dornavi. Na Dornavo me vežejo številni čudoviti spomini. Tukaj sem imel v bistvu skoraj celo moj prvi politični nastop leta 2011. Tukaj, če malo povem po domače, sem moji ženi dal prvega ljubčeka, tudi na veselici nedalec stran, tako da v Dornavo se vedno vračam rad. Tukaj imam tudi številne dobre prijatelje, s katerimi smo v teh letih zgradili prijateljski odnos, si vedno stali ob strani in si vedno pomagali. Tudi to je želja in ambicija gibanja Povežimo Slovenijo. Mi ne gremo na volitve zato, ali pa smo zato boljši, ker so drugi slabši, ampak želimo res, da zmaga tisti, ki je najboljši. In če bomo šli na volitve zato, ker bomo volili ljudi in program in ne tistega, ki je manj slab, sem prepričan, da bomo tudi po 30 letih te razklane Slovenije, ko se pogovarjamo, kaj je bilo, ko je bolj važno tisto, kaj je bilo in ne kaj je danes in kaj nas čaka, sem seveda tudi prepričan, da bomo dosegli marsikaj. Moram reči, da tudi dobro leto bo, kar sem prejel vabilo, da sem seveda postal državni sekretar, za kar sem seveda tudi ministru Počivalšku hvaležen. In takrat sem takoj rekel, da zato, da v lokalni skupnosti nekaj naredimo. Na lokalni skupnosti, v Dornavi, na Ptuju, levo, desno, ne, samo naprej. In moram reči, da tudi ta razvojna paradigma, samo če pogledajte, če se spomnimo, 15 let smo se pogovarjali o urgentnem centru, pa je zdaj vlada lani junija potrdila, Ptuj bo dobil urgentni center. Če se pogovarjamo o recimo tukaj, ker smo ravno v Dornavi, imamo evropski, slovenski Versaj, zagotovilo se 30 milijonov evrov sredstev, tako integralnih kot zunanjih. Tako da, če se pogovarjamo naprej, nove kapacitete za domove za ostarele. Pred dnevi je koncesija bila na Desteniku, kar seveda tudi čestitke županu. Gradi se tudi dom upokojencev na Rogoznici. Pred nami je pa tudi seveda kar nekaj projektov, na katerih bomo morali stopiti skupaj in poiskati najboljše rešitve. Zagotovo pa je tisto, kaj me najbolj veseli in zanima pri delu na Ministrstvu za gospodarstvo in tudi kot Zelene, da se nehamo kregati, kdo je za kapital, kdo je za okolje, oziroma vsi vemo, da potrebujemo investicije, vsi smo za razvoj, vsi rabimo nova delovna mesta. Do zdaj pa so nekateri mediji prikazovali Zelene samo kot nergače, ki so proti vsemu. In mi moramo to paradigmo obrniti, se vse za mizo in skupnimi močmi poiskati rešitve, da se dela investicije na takšnih degradiranih okoljih, kjer se ne bo ne degradiralo in uničevalo kmetijske zemlje, kjer se ne bo gradilo na problematičnih območjih. In tu tudi pohvala Ministrstvu za gospodarstvo, ki je ta seznam tudi pripravilo. Če pa se še dotaknem nekoliko aktualnega dogajanja, kriza Rusija-Ukrajina, v Sloveniji bomo morali delati veliko več na samooskrbi. Pa ne samo na hrani, to seveda zagotovo prioriteta in ko gledamo neke statistike, vlaganje v podeželje, če že nekdo reče, da treba vlagati v podeželje, ne vem, zakaj ga vse označimo, po drugi strani pa bomo morali tudi vlagati v energetsko samooskrbo. In jaz tudi mislim, da trendi razvoja slovenskega podeželja in trajnostnega razvoja ter zelenega pogleda bodo šli v prihodnosti tudi zaradi našega gibanja z roko v roki. Tako da tudi, ko nekako pogledamo odzive in javnomnenjske ankete, nekateri so govorili, da dvomestno število poslank in poslancev utopija, ampak verjemite, trendi, ko so in tudi vaš obisk, vaše zanimanje, stisk rok, me navdaja z optimizmom, da smo zelo blizu temu. Hvala lepa in Povežimo Slovenijo. Drži, trendi so izjemno pozitivni. Ne samo, da javna podpora raste, tako kot je dejal gospod Čuš, tudi vaša udeležba raste. Vedno vas je dvakrat več. In tukaj, mogoče na začetku, vam dajem pa že eno domačo nalogo, da ne bo vse samo poslušanje z ene strani, ampak tudi neka naloga za vas. Prosim vas, da se bo dober glas o gibanju Povežimo Slovenijo razširil tudi naokrog. In tukaj je pa vaša naloga, dragi gosti, ki ste danes prišli, podelite, povejte dobre misli, ne samo misli, tudi programska izhodišča, ki ste jih danes, ki verjamem, da jih boste lahko danes v govoru izmed vsakega izmed naših predsednikov slišali, ampak tudi to, da je energija tista, ki je prava, da so ideje tiste, ki je prave in da je predvsem to, kar je važno,
da komuniciramo zmerno in zmeraj s pogledom obrnjenim v prihodnost. Še enega gosta bom zdaj napovedal, ki ima tudi pogled obrnjen v prihodnost, ki se sprašuje, kako ustvariti najboljše razmere, kjerkoli se pojavi, gospod minister Zdravko Počivalšek in sicer tudi predsednik stranke Konkretno, vabim vas na oder. Hvala. Dragi prijatelji, predsedniki strank Slovenske ljudske stranke, Nove ljudske stranke, Zeleni Slovenije, Konkretno sočlane pozdravljam in pa predsednik stranke Nove socialne demokracije, gospod Magajna, gospod Čuš, Marjan Podobnik, mislim, da se nam pridruži kasneje, gospod Franc Kandler pa je v tujini, sva danes komunicirala in vam tudi prinaša lepe pozdrave. Moram povedati, da sem se z veseljem odločil za to, da sodelujemo z sorodnimi strankami v projektu, ki želi bolestno razdeljeno slovensko politično sceno povezati. Nas v Sloveniji niso razdelili ljudje, ampak so nas razdelili politiki. Zato se veselim projekta, pri katerem sodelujemo na eni strani različni, na drugi strani pa enako misleči, ker smatramo, da je potrebno gledati naprej in združiti vse potencijale, ki jih imamo, zato da bomo v Sloveniji bolje živeli. Mislim, da se lahko združimo vsi okrog programov vseh 5 strank, ki pa jih lahko na nek način povežem v to, da vsi zagovarjamo, da moramo imeti v Sloveniji boljše gospodarstvo, ki je osnova za bolj socialno državo. Oboje daje temelj temu, kar moramo v bodoče storiti, to pa je, da naredimo zeleni in pa digitalni prehod. To niso fraze, ki bi bile moderne, ampak je dejstvo, da nas razmere silijo v to, da se poslovimo od obdobja, ko smo uvažali poceni energijo, pa izvažali smeti. Vse to se je zdaj še s to ukrajinsko-rusko krizo dodatno zaostrilo. In želimo vsi, da državo v večji meri debirokratiziramo, da postopke poenostavimo in ključno nadgradnjo vsega, da zagovarjamo enakomeren in skladen regionalni razvoj. Večkrat povem, da sem se vprašal za mojo vas, za mojo kmetijo, kdo bo tam živel čez 10 let. Pa živim na področju, ki je vsaj kar se ene panoge gospodarstva tiče dobro razvito. Pa sem prišel do težkih odgovorov na moje vprašanja. In dejstvo je, da je eno od ključnih programov našega združenja, gibanja Povežimo Slovenijo v tem, da bomo zagovarjali skladen, enakomeren regionalni razvoj. Če tega ne bomo naredili, bomo vsi Slovenci čez 10 let živeli v 4-5 velikih mestih, koliko pač lahko imamo velika mesta. In naša naloga je, da ustvarjamo pogoje, da bomo povsod lahko mladim zagotovili delovno mesto, ki bo dobro plačano, delovno mesto, ki pomeni mladim izziv za kariero in pogoje za to, da ustvarjajo družino. Slovenija je močna, samo toliko, koliko je gospodarsko močna. Do par dni nazaj, do te nesreče, ki se dogaja zdaj v Evropi, sem trdil, pa mislim, da še vedno velja, da se meja brani z ljudmi, ki tam živijo, ne pa z vojsko in orožjem. Ampak, če hočemo to dosežiti, moramo ustvariti pogoje, da bodo naši mladi ostajali tukaj. Zato je dovolj te naše bolestne razklanosti, zastrupljanja ljudi, mladih in starih z zgodovino in ustvarjamo z gibanjem Povežimo Slovenijo pogoje, da bomo z dobrim rezultatom mi tisti, ki bomo odločali, koga bomo povabili v vlado.
Ne da nas danes razglašajo za satelite ene ali druge zgodbe. Smo različni, tako kot je bilo rečeno, želimo imeti liberalen, ljudski in zeleni center. Ampak naša moč je v različnosti. Mi ne govorimo samo o povezovanju, mi smo to pokazali. In jaz verjamem globoko, da bodo Slovenke in Slovenci nagradili to povezovalno zgodbo, ki bo temelj za to, da se stvari pri nas v Sloveniji spremenijo. Zato vas pozivam vse, da se zavedamo, da je ta projekt Povežimo Slovenijo pomemben, ampak da bo uspel samo, če bomo vsi brez rezerve, brez fige v žepu, na vsakem področju iz vseh 5 strank podprli našega kandidata. Tukaj Andreja Čuša. Na drugem področju nekoga iz druge stranke, iz te zgodbe. To je edini recept za uspeh. Predsedniki, bomo naredili vse, da ustvarimo pogoje, da bo ta zgodba delovala do volitev in tudi po volitvah. Na nas pa je, da bomo z roko v roki skupno zgodbo pokazali, da tak projekt lahko uspe. In ne se pustiti, ne enim na tej strani, ne drugim na drugi strani, da na nek način uveljavljajo še naprej to zgodbo razdeljene Slovenije. Prihaja čas tistih, ki povezujejo, in to gibanje Povežimo Slovenijo tudi je. Jaz verjamem v to zgodbo in ne levo, ne desno, ne nazaj, ampak samo naprej. Hvala. Drži, prihaja čas tistih, ki povezujejo. Kot sem že prej dejal, kako odpirati prava vprašanja v politiki in kako ustvarjati prave pogoje, vedno okrog 3 točk, vedno okrog 3 vprašanj. Kaj je dobro za človeka, kaj je dobro za gospodarstvo in kaj je dobro za naravo. Če bomo našli način, kako vsa ta 3 področja združiti, potem ni vrag, da ne bi našli načina, kako to Slovenijo narediti boljšo. In iz dneva v dan dokazujemo, da se to da, in iz dneva v dan dokazujemo, da se bo tako delalo tudi v slovenski politiki naprej. Zdaj pa k besedi vabim podpredsednico ene izmed sodelujočih strank, Slovenske ljudske stranke, gospa Suzana Lara Krause, izvolite. Dobrodošli. Malo sem se bala, ko sem sedela še tam dol, če bom videla prek, pa vas dobro vidim, dovolj vas je, tako da brez problema. V čast mi je, da vas lahko pozdravim na ptujskem koncu v tem posebnem 5. letnem času. Srečali smo se tudi v delu Slovenije, kjer je Slovenska ljudska stranka na lokalni ravni tradicionalno izredno močna in prisotna. In kot predsednica regijskega odbora Ptuj-Ormož vam lahko zagotovim, da je ta močna infrastruktura v polnosti na voljo gibanju Povežimo Slovenijo. Ideja Povežimo Slovenijo sicer najprej v manjši obliki je vzklila znotraj SLS-a že nekaj let nazaj in sicer je dr. Drago Čepar okrog sebe zbral eno skupino ljudi, ki so se odločili, da bodo potovali po Sloveniji, da bodo spoznavali druge kraje, da se bodo povezovali, da ljudje ne bodo osamljeni. Šlo je namreč pretežno za starejše ljudi. In v vsem tem času je ta ideja prerasla v nekaj velikega. Danes združuje 5 velikih, suverenih in močnih strank in mnogih posameznikov. Bistvo pa je ostalo isto. Povezovanje, sodelovanje za dobro vseh ljudi. Smo tudi v delu Slovenije, ki dokazuje, kako zelo pomemben je skladen regionalni razvoj in kako zelo pomembna je lokalna samouprava. Predvsem na podeželju je mnogo odvisno od občin, ki z denarjem in z drugimi resursi, ki so jim na voljo, gospodarijo veliko bolje kot država.
Seveda pa so kljub temu v veliki meri odvisne od države, od trenutne vlade in tudi od tega, kako uspešni so tisti, ki to počnejo pri črpanju evropskih sredstev. In tudi to v gibanju Povežimo Slovenijo znamo in to tudi dokazujemo. Državna sekretarka za razvoj in kohezijo magistra Monika Kirbiš-Rojs, ki je tudi v naših vrstah, je uspešno koordinirala načrt za okrevanje in odpornost težak 2,5 milijardi evrov. In nekaj iz tega denarja bo tudi v projektih, ki jih je že omenil kolega Čuš. Smo tudi v delu Slovenije, v katerem smo ljudje močno navezani na svoje korenine, na rodno grudo in na tradicijo. In zato verjamem, da bodo kandidati, ki bodo nastopili na listi Povežimo Slovenijo v tem delu, se še kako dobro zavedali in ne bodo pozabili, kaj je doma potrebno, tudi takrat, ko se bodo zapeljali čez Trojane. Spoštovani, živimo v času, ko je pogosto slišati in moramo to breme nositi tudi mi, da so politiki vsi isti. Pa niso. In dokaz, da temu ni tako, smo tisti, ki vas danes nagovarjamo. So politiki, ki delijo narod, kajti že stari rek pravi, deli in vladaj. In so politiki, ki želijo to preseči. Taki, ki so pripravljeni stopiti korak nazaj, se pogovarjati in povezovati. Živimo tudi v času, ki ga pretresa vojna, nedaleč od nas, ki je morda odprla Pandorino skrinjico. Živimo v času, ko je še kako pomembno, da je orožje, ki ga primemo v roke, pogovor, spoštovanje in iskanje skupnih poti. In v tem času sem tudi kot mati 2 sinov iskreno ponosna, da sem lahko del gibanja, ki to počne. Povežimo Slovenijo za dobro vseh ljudi. Moram reči, da me vsak tak govor spomni na neko novo stvar in zdaj, ko sem razmišljal, ko sem povezoval, ker sem pač tak po naravi, da skušam iskati skupne točke vseh zadev, zmeraj znova ugotavljam, kako se je v bistvu že čuti vpliv nekaterih ljudi z gibanja Povežimo Slovenijo. Gospa Kraus je omenila Kirbiš-Rojs, evropska kohezijska sredstva, gospoda pred mano z ministrstva sta omenila, kako ustvarjamo pogoje. Ampak veste, kaj je najlepše pri vsej zgodbi? Se mi še zares začeli nismo. In ko bomo zares začeli, si lahko predstavljate, kam bo ta Slovenija šla in na kakšen način bo šla. In ko bo ta kritična masa dovolj velika, bo ne samo Slovenija bolj razvita, kot je danes, ampak bo tudi bolj strpna, bolj normalna, bolj sredinska in zagotovilo, da se ne bomo ukvarjali s tem, kdo je naš in kdo ni naš, ampak se bomo ukvarjali izključno s tem, kaj je prav in kaj moramo narediti. Naslednjega k besedi vabim podpredsednika Nove ljudske stranke, gospoda Milana Mikla. Izvolite. En lep dober večer iz Maribora. Sem podpredsednik Nove ljudske stranke in vas seveda lepo pozdravljam, še posebej v imenu Franca Kanglerja. Tako kot večkrat me pač zadolži, ko njega ni, to sem že navajen, ker sem bil dolgo leta njegov podžupan, med drugim tudi, ko je tako imenovana ulica ga vrgla po nedolžnem, takrat smo bili skupaj, malo nas je ostalo takrat, ki smo verjeli, smo upali. In takrat sem seveda imel veliko odgovornost, kajti vstopil sem v njegove čevlje in sem občino vodil tiste 3 mesece, ni nam bilo lahko. In dovolite mi, da bi najprej tukaj, to sem želel, to sem vedno govoril in vedno ponavljam, izpostavil spoštovanega ministra, gospoda Počivalška. Zakaj njega? Zaradi tega, ker je si upal kot predsednik prejšnje stranke, stranke Modernega centra, stopiti skupaj, ko je vlada padla,
ko niso imeli nobenih idej, ko niso znali, ko so ugotovili, da so nesposobni. In zagotovo ni bilo lahko. In to je zagotovo, ko pove in se poveže in ko govori, kako bo, mu lahko prisluhnemo in zagotovo verjamemo, zato ker je to že pokazal. In z tega mesta naj povem in vam vsem skupaj čestitam in vam res želim za pokončno držo, tisti, ki danes korite to politiko, pokazali ste že velike korake, zato vam obljubljam, sam tudi z svojim vplivom, ki ga imam na lokalnem nivoju, da bom naredil vse, kaj v moji možnosti, da bomo dejansko pridobili čim več glasov. Zato, ker si zaupamo, zato, ker smo pokazali, kaj pomeni povezati se, ne pa kaj pomeni se razdirati. In tisti, ki to počnejo, ne bodo več dolgo. Zato, ker bomo mi vsi skupaj z svojimi dejanji, z željo po nekem boljšem, tako kot je prej tudi sam minister povedal, naprej, ne levo, ne desno, ne nazaj, ampak samo naprej, skupaj, za dobrobit Slovenije, za dobrobit naših zanamcev, naših mladih, da bomo razvoj, ki ga imamo, to našo prelepo deželo, znali res oplemeniti še boljše, ker to si slovenski narod zasluži. In povežimo Slovenijo, to gibanje in tisti, ki ste dejansko, ki to peljete, res iskrene čestitke, pokončno naprej, mi vsi skupaj ostali, ki bomo nekje bolj odzadi, pa dajmo si zavezati, da bomo pomagali in da bomo vse naredili, da se bomo 24. aprila ob 19. uri zvečer skupaj veselili. Povežimo Slovenijo, gibanje, gremo naprej. Že na začetku sem dejal, da smo izbrali to pot ne zato, ker je lahka, ampak zato, ker je težka in zato, ker je prava. Marsikateri izmed politikov, ki sedijo tu, imajo za sabo težke izkušnje in preizkušnje. Ampak veste, tukaj se kaže pa tudi moč karakterja in trdnost karakterja. Te ljudje bi lahko vsi rekli, dovolj imam, umaknimo se in gremo stran. Ampak ne, rekli so nasprotno. Rekli so, imamo neke izkušnje, imamo talente in te stvari smo pripravljeni ne samo dati na en kup, ampak jih prenašati tudi na mlajše generacije. In točno to delajo, iz dneva v dan. Verjamem, da med njimi ne vidite samo starih obrazov političnih, ampak vidite veliko novih, prosperajočih obrazov, ki bodo oblikovali to Slovenijo tudi vnaprej. In kaj je lepšega, kot pod vertikali prenašati te izkušnje, te preizkušnje, ki smo jim žal vsakodnevno priča v slovenski politiki, zato, da lahko vsi skupaj rastemo in postajamo močnejši. To je tudi ena zaveza gibanja Povežimo Slovenijo. Vendarle dajemo talente na kup in ugotavljamo, kako lahko te stvari uresničujemo, zato, da bo bolje vsem. Zdaj pa na tej točki pozdravljam še zadnjega predsednika Nove socialdemokracije, gospod Andrej Magajna. Izvolite. Najlepša hvala za tako prijeten nagovor. Sem bil zelo vesel, da sem srečal nekaj prvih soborcev iz gospoda Branka Brumna, podpredsednika Ljudske stranke, gospoda Milana, očeta Andreja Čuša. No, pa sem dobil tudi eno opombo, podobno, kot je bilo že uvodoma rešeno, ja, a ne boste odnehali? Ne, sem rekel, ne bomo. Če pogledamo rimski senat, ja, tam so bile same sive glave. Res smo sivi, smo pa tudi malo bolj modri. Je tako, takole rečem, odgovorim. No, tudi na to opombo, se nikomar ne verjamem. To tipično slovensko vse gliharstvo. Vsi ste glih, ko pridete na položaj, rečem, tetka, a to sklepaš po sebi? No, to je najboljši odgovor takim. Lejte, nismo vsi glih, vsi imamo grehe, vsi imamo dobre, slabe strani in znamo v človeku videti dobro. Jaz sem vesel, da tudi Marjan, ki so mu delali take krivice, mislim podobnika, da se ni pustil,
da lahko pogleda v oči, gre naprej, ker ve, da je pošteno delal. In izredno cenim, da lahko danes sodelujeva, ne samo takrat, leta 90, ko so bila člana predsedstva Demosa, on je bil najmlajši, jaz pa te drug, da smo ostala naprej in delamo naprej. Ključno sta dve stvari. Dialog in sinteza. Ko sem to Marjanu rekel, prav, pa nekaj s tem tujkam, povej bolj po ljudsko. Dialog pomeni po grško pogovarjati. In pogovor, kaj to? Pogovor je predvsem prva faza, da poslušamo. Ne? Tudi ko sem bil poslanec, so ljudje najbolj cenili, če sem bil tih in sem poslušal. Poslušati treba, ampak ne samo, da poslušaš, pa da se vedno od drugega nekaj naučimo, da ne mislimo, da smo najbolj pametni na svetu. In to se pravi enotnost. Veste, mene ta beseda enotnost moti. Rajš imam različnost, enotni v različnosti. To se pravi, da spoštujemo tudi drugo mnenje in da se nekaj vsak od nas pripravljen naučiti. No, ko smo, bom eno anekdoto, ko smo že v pustu povedali kratko, ko smo bili v dobi, ko smo se ženili, možili, smo imeli v stolnici srečanja za zakonce in je ta Rudi Zamanč, enega tudi poznajo, založnik, vedno hodil sam. In pol je župnik rekel, kje pa je vaša partnerka? Je rekel, Rudi, vi skozi učite, da moramo biti enotni, jaz sem ženo tako enoten, da ni treba, da dva hota. Ni treba. To se pravi, tam, kjer dva mislita povsem enako, je eno od več. Je tako. In zdaj še en pojem, tista tujko sinteza, to je, jaz sem tudi filozofijo študiral, da sem upal sporedni študij socialni delavec, sem vesel, da sem imel tudi tak praktičen poklic. Od Hegla to izvira. Potem je Marx ukradel, ta Heglov teza, antiteza, sinteza. Komunisti so marsikaj ukradli. Tudi svoboda, smrt fašizmu, svoboda narodov. A veste, od čega je bil to izrek? Od tigrovcev, ker nič od njih nismo smeli slišati. Ta sinteza pa pomeni, da znamo te tri stebre, ki smo danes o njih govorili, gospodarski, ljudsko-socialni, zeleni, povezati. Ne samo, da se števamo, ampak da najdemo simbiozo. Zadnjič v Tolminu sem ravno omenil, mi je bilo žal, da ni bilo gospoda Počivalčka, pa sva danes nekaj spregovorila, da se da in gospodarski sektor in socialni sektor povezati. Glejte, na Japonskem, ko pridejo v tovarno, najprej zjutraj grejo v vrsto, dvignejo zastavo, pripadnost firme. In če je delavec, lahko tudi delničar, da kupi, samo zato mora imeti ustrezno plačo, ne tako, da se zdaj levica bori za znižanje plač, veste. To je absurdno. Če delavec bo nekaj zaslužil in investiral v to firmo, se bo čutil pripadnik in bo. Mislim, da nima gospodarstvo nič proti temu, da je delavec in podjetnik, lastnik, da je delavec zadovoljen. Glejte, vse te stvari se da povezati in ravno na nas bo ta naloga, da bomo iskali te sinteze, te nove rešitve med temi različnimi segmenti in to je upanje za naprej. Toliko. Lahko vidite, da kar kipi od kreativnih idej, ne samo to, ampak marsikje. In kdaj je to kar zalogaj, kako koordinirati vse skupaj? Pa mogoče, če vržem kar izziv moji naslednji sogovornici oziroma govornici, gospa Nada Pavšar, kako koordinirate vso to vrenje idej in kako držite pravo smer, ki je smer ne nazaj, ne levo, ne desno, ampak naprej. Izvolite. Lepo pozdravljeni in en lep večer vsem dragim gostom, našim visokim gostom, od predsednika Državnega sveta, ministra, državnih sekretarjev in seveda prav vas, ki tukaj sedite, dragi, na ta lep dan za vas, ki se je začel kot vesel dan. Čeprav okrog nas se dogajajo hude stvari in prav je, da sočustvujemo in bomo pomagali tako ali drugače, ampak če si vzamemo čas zase in da se krepimo,
tako kot je zdaj ta čas, ki je tukaj dejansko prav endemitni čas za Ptuj in kuretovanje, in to človeka krepi tudi na daljši rok. Na kakšen način in zakaj sem se jaz pojavila v tej družbi? Že kar nekaj desetletij, 25 let od tega, ko sem prvič začela koordinirati oziroma razvijati mrežo slovenskih ekošol, in sicer na nek podoben način. Tam smo začeli, sem v šole vnašala ta odgovoren odnos do okolja, do sebe, med mlade in seveda drug do drugega, in tudi na nek način tisti gospodarski vidik se je že kazal, ker so mladi se začeli preko zelo načrtnih programov ekošole navajati na kako varčevati, torej gospodarno ravnati z vodo, kako gospodarno ravnati in učinkovito z elektriko, z energijo in nenazadnje tudi ravnanje z odpadki in tako dalje. To so bili začetki. In počasi smo s to vsebino prodirali šole do šole in koordinirali po celi Sloveniji. Zanimivo je, da sem se v tistih časih tudi ob redni službi vozila po Sloveniji, kot podobno zdaj, ker smo povezovali in prenašali te dobre prakse iz ene šole v drugo, od Primorske, Murske Sobote, Pomurja, seveda ptujskega področja in tako dalje. Tako da je na nek način te izkušnje, ne samo, da pridejo prav, ampak jaz sem lahko presrečna, da se dejansko uresničuje v tej naši lepi deželi tisto, kar je v bistvu svetovna paradigma, vsaj začela je že pred 30 leti, ampak se jo ne zna in niso znali uresničevati na prav način, kjer gre za usklajevanje dejansko 3 stebrov trajnostnega razvoja, sonaravnega razvoja, vzdržnostnega razvoja. In to so te stebri, ki jih smo danes že večkrat slišali. Torej ta socialni, lahko rečemo, ali pa družbeni, ljudski steber, gospodarski, ekonomija in seveda okolje. In trajnostni sonaravni razvoj ni nič drugega kot vzajemno delo, da vsak projekt v bistvu na ta način preverjamo. In ko sem pred časom nekje na enem mednarodnem srečanju, je nekdo rekel, nikoli ne bo ta trajnostni razvoj, ta sonaravni razvoj na planetu zaživel, dokler ga ne bo sprejela politika. In poglejte, mi smo naredili ta model s strankami, ki vsaka na svoj način s svojimi programi čuti, kako je treba graditi to sonaravno vzdržno pot v Sloveniji. Na kakšen način je treba narediti prostor mladim, da bodo soustvarjalno gradili. Zato vabimo vse tiste, ki imate in imajo ideje, da se nam pridružijo, ker to je tista prava pot, ki ni vezana na usmeritve na leve ali na desne, ampak dejansko za sonaravno vzdržno Slovenijo, ki bo pokazala vso to pravo pot tudi mladi generaciji. Zato ni naključje, da smo tukaj z vami, ki boste pomagali povezovati vse, kar je dobrega za Slovenijo. Povežimo Slovenijo. Lahko vidite iz nagovora na ogovor, da vsak ponuja tisto, kar najbolje zna, in da vsak stoji za tem, kar ponuja. In to je tudi pot, ki jo ponujamo mi vsi skupaj. Zdaj pa predno se premaknemo na vas, dragi gosti, in na vaše vprašanje in kasneje še na neformalni del, pa še zadnji nagovor današnjega po funkciji, gospod predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, izvolite. Dober večer, sem skupaj.
Ko človek takole pride zadnjih šankov, mu edino, kar mu preostane, da potegne denarnico ven in plača zapitek. Danes je bilo pred mano toliko eminentnih in resnih govornikov, da meni ostane samo še pustno norčevanje. Torej, dovolite v tej maniri, danes smo vsi tukaj zaradi tega, da podpremo našega kandidata Andreja Čuša. Meni je povezovanje v zadnjem času tako zlezlo pod kožo, da sem se danes odločil povezati z Andrejem na prav poseben način. Andrej, jaz sem se hotel v zeleno obleči, ampak mi je predsednik stranke rekel, da pa lahko grem sam še k tebi, ampak nekaj sem si pa le upal. Z nogami trdno natehnitov v zelenem. Zdaj pa malo zares. Danes smo slišali kar nekaj stvari o nas, o vas, o tem, kaj želimo, o tem, kaj pričakujemo, kaj vi pričakujete. To, kaj vi pričakujete, bomo še pol slišali še malo dodatno od vas osebno, ampak spoštovane gospe in gospodje, če želimo zmagati na teh in vsakih naslednjih volitvah, je potrebno dvoje. Da mi prepričamo najprej vas, da smo sposobni uresničiti tisto, kar obljubljamo, in drugo, da vi prepričate ljudi okrog vas, da nam zaupajo, da to res storimo. Jaz vas bi na tem mestu prosil, da govorite z ljudmi, da govorite s tistimi, ki živijo, delajo okrog vas, ki jih poznate, in da jim prenesete to, kakšna ekipa tu sedi, kakšna ekipa se je odpravila na volitve in kot je gospod Oman rekel, zakaj že gremo na volitve, da? To ste rekli tako glasno kot naš seniorski fuzbalski klub v Veliki Račni pri Grosupljem. Na volitve gremo zato, da zmagamo. Veliko pred nami je šlo na volitve zato, da zmagajo, pa so potem, ko so zmagali, ugotovili, da ne vedo, kaj bi s tisto zmago. Potem so pekli krofe, skakali v nepreverjene bazene, na koncu metali puške v koruzo. Nam se to ne bo zgodilo. Zaradi tega, ker ekipa, ki vam danes obljublja, da bo igrala pomembno vlogo pri vodenju te države, je ekipa sestavljena iz ljudi, ki so se že dokazali, ki znajo in zmorejo, ki niso šli zgolj po asfaltni poti v lakastih čevljih, ampak so znali včasih broditi tudi po blatu, prenašati udarce usode, ki je bila v rokah drugih, prenašati poraze, iskati nove načine, iskati nove povezave in seveda vedno gledati naprej z dvignjeno glavo in z optimizmom. Taka ekipa je danes tu pred vami in del te ekipe je naš kandidat Andrej Čuš. Smo zelo različni, tudi Andreja ne bi primerjal z nami ostalimi, ampak če ga malo pogledate, vsaj v primerjavi z ostalim moškim delom, ima še dovolj las na glavi, da jih izgubi pri uresničevanju tistih ciljev in skrbi, ki jim boste vi naložili. Želim vam povedati, da smo pripravljeni najprej na izziv, kako živeti drug z drugim v tej koaliciji, potem, ko dobimo volitve. Pripravljeni smo pa tudi na to, da se bomo pogovarjali s tistimi, ki nas danes zavračajo. Nekateri so tako prepričani v svoj uspeh, da že danes govorijo, s kom oni ne bi in ne bodo. Po volitvah se največ političnega zarečenega kruha poje in jaz sem prepričan, da po volitvah se bo marsikatera preveč ogreta glava ohladila in da bomo lahko poiskali skupni jezik. Ne nazadnje, gledajte, danes se tudi gospod Putin pogovarja z Zelenskim, pa kakršenkoli že bo rezultat. Mi v Sloveniji se še nismo postreljali med sabo v zadnjih desetletjih in po mojem tudi tisti, ki se danes vojskujejo, govorim v političnem smislu, v parlamentu, bi z našo
res iskreno pomočjo znali najti pot do iste mize in pot do dialoga, ki lahko prinese neko močno, veliko koalicijo, ki bo to državo sposobna voditi skozi zelo izzivalno obdobje, ki je pred nami. Jaz sem bi vsem skupaj zaželel najprej to, da zmagamo, potem to, da zmago pametno izkoristimo in to, da se pripravljamo že potem kar na naslednje volitve, ker ni treba zamenjati konja, ki vleče, in vedno je dobro staviti na tiste, ki zmagujejo. Srečno sem skupaj, podprite Andreja, podprite povezano Slovenijo in ostanite povezani med seboj. Hvala. Tako s tem se je naš, bom rekel, tako imenovan formalni del zaključil, pa vendarle gospod Košce je dal nek zelo pomemben izziv. Kako pri gospodu Čušu povzročiti, da izgubi še kakšen las, tu ste pa na poti vi, ali to je pa vaša naloga, dragi današnji gosti. Predlagam, da zastavite kakšno vprašanje, zdaj ste videli ljudi na odru, za katere verjamem, da bodo znali na ta vaša vprašanja ne samo odgovoriti, ampak te probleme rešiti. Pa vendarle, kaj je tisto, kar vas moti, kaj je tisto, kar bi radi spremenili, ali pa mogoče samo podelili kakšno misel z nami, pa ker smo vendarle kulturni ljudje, ker smo dokazali, da se znamo povezovati, se tudi spodobi, da vstanete, se predstavite in poveste, komu bi radi zastavili vprašanje. Tako da, dragi gosti, prosim, imamo kakšno vprašanje? Oziroma kakšno mnenje. Izvolite, gospod. Lahko greste gor, seveda, ker pridite. Lep pozdrav vsem prisotnim. Sem Alojz Vesenjak, sem bil poslanec z tega področja in sicer v obdobju 96-2000. Sem pa bil eden izmed tistih poslancev, ki sem rajši poslušal kot govoril. Pač tako je bilo mogoče premalo izkušenj, premalo korajže in tako naprej. Moram pa povedati, da smo v tistem času najbolj oboževali tiste poslance, oziroma naši volivci so oboževali tiste poslance, ki so napadali vlado. In moj poslanski kolega, žal ga ni tukaj, ne bi ga rad po imenu imenoval, on je začel vsako diskusijo, ta vlada ni sposobna, te pa našteval vse. Te so pa meni ljudje zunaj na terenu rekli, ja, kak Slavko, ti se ne oglasiš, tvoj poslanski kolega pa tolikokrat, pa vse je imel dobre ideje, samo ljudje na terenu mislijo, če si v parlamentu, pa če tam enemu, oprostite izrazu, klošaru, želiš dobro jutro, pa že mislijo, da boš ne vem kakšen denar prinesel za svojo občino ali pa za svojo gasilsko društvo. Tak, nažalost, je to izgledalo. Gospod Brumen bo rekel, res je bilo tako. No, nocoj smo slišali že dosti lepih idej, pa jaz pa bi predlagal sledeče. Treba nekako pokrenuti, pa čim več ljudi na volišče spravite. Ker to je premalo, da se mi eden drugemu predstavljamo, pa povemo svoje dobre misli, ampak treba ljudi na volišče. Da ljudi na volišče dobimo, pa bi mogli malo ponoviti volilno abecedo. Ker eni še imajo tisti večinski volilni sistem v glavah, ta proporcionalni pa je za marsikoga moteč. Pa rečejo taki, kot so anticepilci, tak so tudi proti volitvam, rečejo, na volitve bom šel, ko bom lahko človeka volil. To pa pravijo taki, ki res na volitve ne grejo in niti ne ve, kak glasovnica zgleda. Tak, da bi mogoče zdaj ne vem v kakem glasilu ali kje bi malo razložili naš volilni sistem. Čisto od začetka, recimo mi spadamo tu v
8 volilne enoti, vsaka volilna enota je razdaljena na 11 volilnih okrajev in v vsakem okraju bi naj bil izvoljen en poslanec. Se pravi, mogoče se to komu zdi smešno, vendar to je za zmago na volitvah zelo pomembno. Pa da ne bom dolgo vezal, hvala za poslušanje, pa res našemu kandidatu pa želim dosti glasov oziroma toliko, da bo izvoljen. Jaz bom na ta izziv odgovoril dokaj enostavno. Stvar ni tako težka. Vstanite, pojdite na volitve, tam, kjer zagledate logotip gibanja Povežimo Slovenijo in napis obkrožite, pa ni važno, za koga se gre. Kar je pa druga stvar, ki je pa zelo pomembna, ki je pa ravno namenjena temu, kar počenjamo danes, je pa to, da spoznate ljudi, ki se pojavljajo. Upam si trditi, da smo v tem trenutku eno najbolj transparentnih gibanj oziroma političnih združščin. Pri nas veste, kaj dobite. In kar je še bolj pomembno, zato ker veste, kaj dobite, ne dobite mačka v žaklju, kot se zna zgoditi kje drugje. Tako da, pogumno naprej. Mogoče še kakšno vprašanje? Izvolite. Spoštovana gospa poslanka, tudi z teh koncev. Dober večer, lepo pozdravljene. Glede na to, da se je pred mano oglasil gospod, ki je bil poslanec, torej v preteklih letih, je prav, da se tudi oglasim jaz, ki sem trenutno vaša aktualna poslanka, torej poslanka vseh vas. Torej, kandidirala sem na listi SMC, trenutno sem poslanka Konkretno, sem bila ena tistih, ki sem ves čas skupaj z našim predsednikom zagovarjala, da moramo iti naprej. Takrat, ko se nekateri odnehali in res niso vedeli, kako iskati rešitev za naprej, mi nismo obupali. Takrat, ko se je pojavil ta neznani virus, nismo želeli se iti volilne kampanje, ampak smo vedeli, da moramo iti naprej, najti rešitev in se povezati z vsemi, ne glede na barve, in zastaviti projekte, ki bodo peljali Slovenijo naprej. Sem ena tistih poslank, ki, ko se pripeljem čez Trojane, ne pozabim na naše kraje. O tem je pred nekaj letom ali dvema pisal tudi naš aktualni kandidat, tukaj za poslanca, gospod Čuš, in me v bistvu tudi pohvalil, da ne kot Ptujčanka, pa kot Ormožanka se najbolj aktivno borim tudi za urgentni center na Ptuju. Ves čas delujem res povezovalno in sodelovalno in v politiki sam ne moreš doseči ničesar. Če si pa človek, ki veš sodelovati, povezovati, iskati skupne rešitve, lahko dosežeš marsikaj. In res je, po tolikih letih nam je uspelo, da se bo na Ptuju gradil urgentni center Ptuj. V Ormož nam je uspelo po 12 letih borbe pripeljati zdravstveno nego, program zdravstvene nege, ki je prvo leto poln, 30 dijakov je v šolskih klopeh in dijakin seveda. S pomočjo našega ministra, gospoda Zdravka Počevalška, smo v Ormož uspeli pripeljati podjetje Kartago. Ni bilo enostavno, podjetje je že imelo podpisano predkupno pravico oziroma se je odpravljalo na Hrvaško. Ampak smo jih skupaj, skupnimi močmi, tako moram reči, občina se je tudi zelo potrudila in pa naš minister in ministrstvo za gospodarstvo smo jih prispeli pripeljati v Ormož. En projekt še ni uresničen, ki sem si zelo prizadevala skupaj s številnimi vami, in to je naša hitra cesta. Verjamem, zadeve so v prvih 2 letih, moram da reči, preveč stale, ko je ministrstvo vodila gospa Alenka Bratušek. Potem, ko smo sestavili to vlado, smo si tudi ta projekt zadali kot regijski projekt in kot projekt vlade. Stvari se premikajo naprej, ampak prepočasi. V tem mandatu nam bo zmanjkalo časa, verjamem pa, da bomo v naslednjem mandatu skupaj z zelenimi, ki jih potrebujemo, ker tukaj nam trenutno res največje zahteve postavlja Zavod za varstvo narave, da bomo znali skupaj najti ustrezne kompromise in iti naprej. Veseli me, da bomo sodelovali torej skupaj tudi z ljudsko stranko. Sama sem večkrat rekla, da naša bivša stranka SMC je premalo dajala poudarka kmetijstvo.
midva z našim predsednikom, ki je po srcu, duši in pa tudi po izobrazbi agronom, smo večkrat kakšne zadeve poskušali reševati. Vem pa, da bomo zdaj vsi skupaj naredili še boljši program tudi za kmetijstvo, za naše podeželje. Tako da več glav več ve, več nas bo, bolje, ko bomo sodelovali, boljše bo za Slovenijo in za naše kraje. Če me karkoli rabite, me lahko podsukajte še kot trenutno aktualno poslanko, drugače bomo pa delali cilje za naprej. Kandidirala bom v Ormožu, tukaj vidim, da je tudi kar nekaj naših ormožancev, tako da sem vesela tudi te podpore. Pa gremo skupaj povezani in čim močnejši naprej. Hvala. Hvala lepa, še ena roka se je pojavljala, pa zelo na hitro, ker se, Ker je danes kar nekaj gostov iz drugih krajev Slovenije, smo si res želeli, da v naše vrste tudi za zaključek tega formalnega dela dobimo skupino kurentov. Jaz se bi Aleš tebi in vsem vam iz srca zahvalil, da ste prišli in marsikateremu, verjamem, da tudi danes prvič videl kurenta, tako da iz srca hvala lepa. Sami veste, da kurent odganja tisto, kaj je slabo in prinaša tisto, kaj je dobro. Jaz verjamem tudi, če malo parafraziram, da tudi mi to na enem drugem področju prinašamo in si seveda želimo vsega dobrega. Tako da, kar se tiče tudi vam kurentom, hvala lepa in seveda se bomo zdaj tudi malo neformalno še podružili pa poveselili in iz srca hvala lepa, da ste nam polepšali večer, tudi zaključek. Imamo pa še tudi nekaj protokolarnih malenkosti za naše cenjene goste, tako da enkrat hvala lepa, ne pozabimo.